Dober večer. Danes je moja tema Božja hrana. Že besedica Božja pomeni nezemeljska. Naše društvo za srečno življenje Belis ima v prvi alineji 9. člena zapisano, da je najbolj pomembna brezpogojna ljubezen. Ta brezpogojna ljubezen je Božja. S to ljubeznijo je bilo vse ustvarjeno. Popolnoma vse, kar je vidno, pa tudi tisto, kar je nevidno. In ko to razumemo in dovolimo, da nas vodi, ščiti, varuje, hrani ta brezpogojna ljubezen, smo nahranjeni s to nevidno Božjo hrano in skozi naše roke, skozi naše noge, naše srce, naše usta lahko teče ta neviden blagoslov tudi na hrano, fizično hrano, ki jo pripravljamo. Tudi v delo, ki ga upravljamo. Tudi ko hodimo po tej zemlji, ko poslušamo čudovito pesem, ko govorimo, ko se družimo, je ta brezpogojna ljubezen najboljša začimba za naše življenje. In ker je ta začimba, ta brezpogojna ljubezen, je vse drugače, lepše. Rožice bolje cvetijo in dišijo. Hrana ima boljši okus. Naši medsebojni odnosi so popolnoma drugačni, lepši, cvetoči, dišeči, lepi. Zato je tako pomembno, da razumemo, da je Božja hrana najbolj pomembna za vse nas. Tudi v Svetem pismu imamo veliko svetih besed, ki nas opozarjajo, ki nas učijo, da ker je Božja ljubezen, ker je Božji blagoslov, tam je radost, sreča, zdravje. Ker hrana, ki je blagoslovljena z Božjo ljubeznijo, nas zdravi, nam omogoča, da ohranimo zdravje. Zato je tako pomembno, da dajemo ljubezen tudi ko jemo, tudi ko karkoli delamo, ko govorimo, ko hodimo, ko se pogovarjamo. In ta Božja hrana je tista hrana, ki bo ta svet spremenila v planet ljubezni, v zdrav planet, v prijazen planet, v planet, kjer se bomo vsi dobro počutili. Ker je blagoslov brezpogojne ljubezni, tam je tudi zdravljenje teme, zdravljenje bolezni, zdravljenje jeze, nestrpnosti, zamer. Kako je Gospod Jezus Kristus ozdravljal, če ni ozdravljal z brezpogojno ljubeznijo? Obujal je mrtve. Kako? Z brezpogojno ljubeznijo. Slepim je vračal vid. Kako? S tableti, s cepivi ali s brezpogojno ljubeznijo? In ko bomo to razumeli in zaživeli v naših vsakodnevnih življenjih, potem se bo svet spremenil dobesedno v raj, v planet ljubezni, kjer bo vladala harmonija, mir, sočutje in bojo naša telesa polna Božje hrane. Polna hrane, ki nas oživlja, ozdravlja. Ker te hrane ni, Božje hrane, tam je jeza, žalost,
nemiri, vojne, nestrpnost, ločitve, sodbe, tožbe, kraje, ker pa je blagoslov ljubezni. Tam je radost, mir, sreča, zdravje in veselje. Zato, dragi člani Društva za srečno življenje, blagoslavljajmo tudi temine našega življenja, blagoslavljajmo naše neprijatelje, blagoslavljajmo našo vlado, da se bo spremenila v Božjo vlado. Blagoslavljajmo grešnike, da bodo postali svetniki. In blagoslavljajmo duhovno mrtve ljudi, da bodo oživeli in da bodo to, kar so, otroci ljubezni. Blagoslavljajmo tudi hrano, ki jo pojemo. Vemo, da ko blagoslovimo hrano, tudi če je v njej strup, se ta strup spremeni v nektar. Če pa imamo Božjo hrano pred sabo in jo pojemo z nehvaležnostjo, z jezo, z žalostjo, se ta hrana spremeni v strup. Škoduje jetrom, želodcu, našim čustvom, našemu mentalu. Zato je tako pomembno, da pridem pojemo karkoli ali popijemo karkoli, da z ljubeznijo pogledamo to hrano in s hvaležnostjo, ker takrat jo blagoslovimo. In ta blagoslov je tisti blagoslov, ki nam bo pomagal ohraniti naše zdravje, ga izboljšati in polepšati naše medsebojne odnose. Zato naj bo Božja hrana brezpogojna ljubezen. In sprejmemo jo lahko kot brezplačni dar iz neba in jo darujemo skozi svoje usta, roke, noge, skozi vsako našo celico, v hrano, v prostor, v vodo, v zrak, ki ga dihamo, in tudi na vse ljudi, s katerimi se družimo. In naj bo danes ta dan blagoslavljanja in naj blagoslavljamo vse to, kar še ni blagoslovljeno, da se bo spremenilo v blagoslov, v radost in mir. In hvala lepa, ker ste se tudi vi odločili, da boste sprejemali Božjo hrano, blagoslavljali vse ljudi okrog sebe in delali za mir in spravo med nebom in zemljo, za raj in za svetost vseh nas. Hvala lepa za vašo pozornost.